Sodobno kmetijstvo se danes sooča s povsem drugačnimi izzivi kot pred desetletji. Podnebne spremembe in z njimi povezan pojav novih rastlinskih bolezni ter škodljivcev, ostrejše okoljske zahteve in omejitve ter vse bolj ozaveščeni potrošniki, ki želijo kakovostno, zdravo in varno hrano, od pridelovalcev zahtevajo uvajanje novih, bolj sonaravnih strategij in načinov kmetovanja ter pridelave hrane. S temi izzivi se pri raziskovalnem, strokovnem in svetovalnem delu srečujejo tudi zaposleni na Kmetijskem inštitutu Slovenije, ki med 16 javnimi raziskovalnimi inštituti v Sloveniji edini pokriva področje kmetijstva. Temeljne, aplikativne raziskave in pa razvojno delo na področju kmetijstva v zadnjih letih pa čedalje bolj kmetijske vsebine navezujemo tudi na varstvo okolja in pa ekologijo. V podporo našim dejavnostim lahko rečemo, da imamo dobro opremljene laboratorije. Naše aktivnosti večinoma izvajamo v laboratorijih in na poljih v Ljubljani in pa v Jablah. Ob teh glavnih lokacijah pa upravljamo številne poskuse tudi na različnih mestih in pa postajah širom Slovenije. Tukaj pa gre seveda za preverjanje in pa preizkušanje različnih agroklimatskih razmer. Nahajamo se na Kmetijskem inštitutu Slovenije na oddelku za infrastrukturo, Center za raziskave in poskusništvo, kjer nudimo vso potrebno infrastrukturo za izvajanje poskusov in raziskav. Konkretno se nahajamo na poskusu IOSDV, kjer od leta 1992 preučujemo vpliv zaoravanja žetvenih ostankov v tla na žitih in pa na koruzo ter dognojevanje z dušičnimi gnojili. Pomemben poligon za raziskave v sadjarstvu ima inštitut tudi na Brdu pri Lukovici, kjer je kolekcija več kot 400 različnih sort jablan, hrušk, našija, češenj, sliv, lupinarjev in jagodičja. Zbirka, ki je po številu sort sadnih rastlin največja v Sloveniji, je namenjena opravljanju poskusov in raziskovalnih projektov ter predstavlja dragocen genski material. Področji rastlinske genetike in fiziologije predstavljata pomemben del raziskovalnih dejavnosti inštituta, ki pred nas postavljata vedno nove znanstvene izzive. V bazičnih in aplikativnih raziskavah pojasnimo posamezno delovanje organizmov, posameznih organov, organel in pojasnimo tudi njihovo delovanje. V okviru programske skupine Agrobiodiverziteta se na Kmetijskem inštitutu že vrsto let ukvarjamo s proučevanjem odziva rastlin na sušo. Vemo, da je suša eden izmed abiotskih dejavnikov, ki močno vpliva na zmanjšanje količine in kakovosti pridelka. Odziv rastlin na sušni stres preučujejo na več nivojih, od fiziološkega, biokemijskega do odziva na ravni transkriptoma in proteoma. Rezultati predstavljajo nova znanstvena spoznanja, praktično pa jih uporabljajo v žlahtnjenju rastlin. Najdragocenejši vir v vsaki genski banki predstavljajo avtohtone, domače sorte ali populacije, ki s svojo genetsko raznolikostjo in prilagodljivostjo, talnim in podnebnim razmeram, predstavljajo dragoceni vir za žlahtnjenje novih sort. Hkrati pa so pomemben narodov zaklad, ki ga je treba ohraniti. V genski banki na Kmetijskem inštitutu Slovenije skupno hranijo preko 3500 avtohtonih genskih virov kmetijskih rastlin, pridobljenih z zbiranjem po vsej Sloveniji. Raziskovalno delo na področjih genetike, fiziologije, varstva rastlin in tehnologij pridelovanja je povezano z žlahtnjenjem rastlin. Žlahtnjenje krompirja ima na Kmetijskem inštitutu Slovenije dolgoletno tradicijo. Doslej je bilo vzgojenih 25 sort krompirja, od tega v zadnjih 2 desetletjih 10 sort, ki so tudi tržno uspešne. Ko žlahtnimo nove sorte, seveda imamo v mislih, da mora biti sorta dobra za jest, da mora biti rodovitna in pa odporna proti boleznim škodljivcem, ne le tistim, ki so danes tukaj, ampak tistim, ki bodo pravzaprav čez 10-20 let pomembni. Zato je še kako pomembno, da poznamo te bolezni, te patogene, te škodljivce, spremljamo njihov razvoj, seveda tudi, da iščemo gene odpornosti proti tem boleznim in jih potem uspešno prenesemo v program žlahtnjenja.
Obsežno področje raziskav predstavlja zdravstveno varstvo rastlin. V tem smislu se ukvarjamo z različnimi rastlinskimi škodljivci, kot so naprimer žuželke in pa rastlinsko-parazitske ogorčice in pa številnimi povzročitelji bolezni, kot so naprimer gljive, virusi in pa bakterije. Only since a couple of years we actually know that there are more than 1.5 million fungi on Earth, but only just 300,000 have been described and only a proportion of those are actually well understood. If we are considering now to implement sustainable approaches in agriculture, we need to understand not only most important pathogens or already described biological control agents, but the complexity of all the fungi that are present in soil, in the plant, or involved in pathogenic processes, including mycotoxin production. There is an enormous amount of fungi yet to be discovered, to be described, characterized, and actually studied so that we can use them for beneficial approaches in agriculture. Za detekcijo in identifikacijo rastlinskih škodljivcev ter bolezni uporabljajo sodobne molekularne in biokemijske metode ter morfološke analize. V zadnjem času posvečajo posebno pozornost raziskavam virov naravne odpornosti pri različnih vrstah zelenjave in drugih kmetijskih rastlin. Namen naše raziskave je določiti v tolerantnih akcesijah solate odpornostne gene ter s tem povečati nabor obrambnih mehanizmov proti rastlinsko-parazitskim ogorčicam koreninske šište. V zadnjem času razvijamo tudi različne hiperspektralne analize, to so manj agresivne metode detekcije škodljivih organizmov. Hiperspektralno slikanje se lahko uporablja v laboratoriju, v rastlinjaku, na terenu in na letalu. Omogoča ločevanje objektov in njihovih stanj na podlagi spektralnih podpisov oziroma odbite svetlobe. Pokriva valovne dolžine od 400 do 2500 nanometrov in to območje svetlobe razdeli na 500 pasov. V tem primeru bomo naredili prelet čez vinograde in naredili en preizkus, kakšni so rastni pogoji ta trenutek v nekaterih vinogradih v bližini. To nam dejansko omogoča, da lahko ločimo, ali je neka rastlina okužena recimo z ogorčicami, ali kakšna virusna ali bakterijska okužba, lahko ločimo različna stresna stanja rastlina, ali se gre zdaj za recimo sušni stres ali pomanjkanje hranila. Lahko tudi merimo vsebnost določenih snovi v rastlinah, recimo spet pri grozdju smo že delali na vsebnosti sladkorja v jagodah. Zdaj pa si bomo še ogledali, kaj nam uporaba hiperspektralnih posnetkov omogoča. V bližnji infrardeči svetlobi pa zelo lepo ločimo jagode, ki sicer izgledajo zdravo, ampak so dejansko že začele gniti. Imamo tule posnetek grozdja, kjer izgleda vse popolnoma zdravo. Ko smo pa zdaj nekoliko analizirali že samo z uporabo enostavnih filtrov, smo ugotovili, da nekatere jagode kažejo znake gnitja. Obsežni raziskovalni področji, kjer spremljajo kmetijske pridelke od njive do mize, sta prašičereja in vinarstvo. V sklopu programa Trajnostno kmetijstvo proučujemo vplive rejskih dejavnikov na kakovost produkta. Raziskave pri prašičereji gredo v 3 smeri. Pri pršutu gre za raziskovanje povezav med rejskimi dejavniki in kakovostjo končnega proizvoda, raziskujejo tudi možnosti zmanjšanja vsebnosti soli ob hkratnem ohranjanju kakovosti. Zelo aktualna je tudi problematika napovedi ukinjanja kastracije pujskov. Tako iščejo alternativne rešitve za zmanjševanje vonja mesa po merjaščkih, kot je imunokastracija. Zmanjšanje vonja skušajo doseči s prehrano, kjer preučujejo dodajanje bioaktivnih substanc v krmo, kot je na primer tanin. Tretje pomembno področje, ki nas bo pa okupiralo predvsem naslednja 4 leta, pa bodo raziskave povezane z avtohtono pasmo prašičev krškopoljec. In sicer ga bomo proučevali tako z vidika genetske karakterizacije, sistemov reje in prehrane, okoljskega vtisa teh sistemov reje ter kakovosti produktov, ki jih pridobimo iz teh prašičev. Raziskave bodo potekale v okviru obsežnega evropskega projekta iz programa Obzorja 2020 z akronimom Treasure, v katerem sodeluje 25 partnerjev iz 9 držav in vključuje preko 20 avtohtonih pasem prašičev
iz Evropskega prostora, koordinira pa ga Kmetijski inštitut Slovenije. S tem projektom, vsaj kar se tiče Slovenije, želimo zagotoviti temelje za trajnostno proizvodnjo in ponovni razcvet krškopoljske pasme. Pri vinogradništvu in vinarstvu dajemo poudarek odbiri kakovostnega sadilnega materiala, izboljšanju kakovosti slovenskih vin s pomočjo vinogradniških in vinarskih ukrepov ter sledenju pristnosti pridelave vina. Pri svojem strokovnem in raziskovalnem delu se tako ukvarjamo z selekcijo domačih in introdukcijo tujih sort in klonov vinske trte, vpeljavo sodobnih analitskih in mikrobioloških metod v laboratoriju ter spremljanjem nekaterih vinarskih parametrov na kakovost vina. Prav tako se ukvarjamo z sledenjem avtentičnosti pridelave vina s pomočjo sodobnih analitskih in izotopskih metod. Na področju vinogradništva in vinarstva izvajamo raziskave za izboljšanje polifenolnih profilov grozdja in vina. Na ta način skupaj s pridelovalci in v okviru čezmejnih projektov izvajamo vinogradniške poskuse z namenom izboljšanja polifenolne kakovosti grozdja Refošk in vina Teran. V okviru raziskav smo tako preučevali vpliv listne površine, vpliv rečenja grozdja, vpliv razlistanja, časa trgatve, mikrolokacij na samo polifenolno strukturo grozdja in kasneje vina. Na inštitutu si prizadevajo čim več raziskav izvajati v sodelovanju s slovenskimi pridelovalci. Za nas vinogradnike je sodelovanje z razvojnimi inštitucijami, kamor spada tudi Kmetijski inštitut Slovenije, nujno. Razvoj gre hitro naprej in če hočeš biti aktualen na trgu, potem je to sodelovanje še kako potrebno. In to sodelovanje s Kmetijskim inštitutom je vzorno in traja že več kot 2 desetletji. Raziskovalno delo na inštitutu je interdisciplinarno. Vedno pomembnejše postajajo okoljske vsebine, kjer sledijo jasnim ciljem. Da je kmetijska pridelava kar se najbolj da trajnostna in okolju prijazna, kar seveda pomeni, da je kmetijstvo tisto, ki skrbi za okolje, ki skrbi za dobro biotsko pestrost, čiste površinske vode, podzemne vode, za rodovitnost tal in da pri tem ne prihaja do negativnih vplivov na okolje. Kmetijski inštitut Slovenije si bo tudi v prihodnje prizadeval za znanstveno odličnost. Vlagal bo v znanje in raziskovalno opremo, s sodelovanjem v evropskih raziskovalnih mrežah pa bo dostopal tudi do najsodobnejših mednarodnih spoznanj. Obstoječe znanje bo neprestano nadgrajeval in ga smiselno prenašal v domače okolje k slovenskim pridelovalcem in drugim končnim uporabnikom.